Lov na najtežjo ribo v Blejskem jezeru se je letos odvil v sklopu že 62. tekmovanja ribičev za pokal Bleda. Tukaj gre za tradicionalno tekmovanje na isti datum vsako leto, torej danes večer tukaj za jezerom, jutri se pa nadaljuje tekmovanje v moharjenju na Savi. Letošnje tekmovanje pa je bilo še posebej posebno, saj je potekalo v slogu okrogle obletnice in izdaje zbornika. Hkrati pa letos praznujemo 70. obletnico našega obstoja. Smo tudi izdali zbornik, ki sega tja 500 let nazaj, se je vršil tukaj na naših vodah ribolov. Tako da bo ta zbornik tudi Bledcem na razpolago v naši knjižnici. Ribiška družina Bled združuje posameznike, katerim že sam pojem družina veliko pomeni. Ribolov je v naši družini že več generacij. Moj dedi je lovil ribe, moj oči tudi, zdaj sem pa še jaz z njim začela. Z njim hodim predvsem zaradi tega, da se družva, da preživljava kvaliteten čas skupaj in ja, da uživava. Jaz sem član ribiške družine Bled tudi leta 2012. Sem član tudi v Bohinju in sem v Bohinju tudi v upravnem odboru. Tlele veliko pomagam v Ribogojenc, pri Toniju, tako da mi je vse jasno, kako to izgleda. 40 let siguran. Toga leta hitro tečejo. Prehiter. Kakšna pa so bila pričakovanja letošnjega tekmovanja? Še nikoli nisem zmagal, mislim, da bom pa danes zmagal. Ujel bom eno veliko jezersko postrv. Pričakovanja so velika, samo koga so pa naredili, bomo pa videli. Ribe pravi, da je vod. Če pa hotela prijeti, bomo pa videli. Kaj pa je tisto, kar jih vedno znova vleče k ribolovu? Dober je zato, ki te pomirja. Jaz sem začel leta 2012, sem imel nesrečo doma in mi je Gašper rekel, pojdi ribe loviti, to te pomirja. In sem to začel, zdaj me pa to kar vleče naprej, tako da za vodo sem ta najbolj miren. In je tudi priporočan, če ga kaj teži, naj gre za vodo pa ribe loviti. Tam samo gledaš in čas hitro mine pa vse, tako da se mi fajn zdi. No. Ja, ribolov je en tak res sproščen šport, lahko uživaš v naravi, tudi so tekmovalci, se povežeš, ustvarjaš pogovore, tudi nova prijateljstva in je res ena taka super izkušnja vsakič, ko lovim ribe. Veselje pa lepa narava, lepo folk, malo gledaš zdravo, malo ribce loviš, malo dekleta gledaš, ja, tak smo ribiči. To je nekaj, kar je v zibko položeno praktično vsakemu moškemu. Bilo v pradavnini in je to tudi še vedno. Seveda ne več v takšni meri, kot je bilo to nekoč. Danes zelo veliko ribičev ujame in spusti. Tudi tam, kjer ni ujame in spusti. Recimo naši veliki krapi se vsi spuščajo nazaj. Tako da tukaj je del športnega duha, po eni strani, po drugi strani smo pa pravzaprav varuhi narave. Če ne bi skrbeli z ribogojnico, če ne bi vlagali denarja v ribogojnico, vsako leto namnožili toliko in toliko rib, seveda zase, za turiste in seveda ostane pa potem tudi za čaplje, žagarce, kormorane in nažalost tudi vidre. Kakšne pa so njihove dosedanje izkušnje z Blejskim jezerom? Pri Blejskem jezeru so pa roparce, to se pravi som, ščuko sem že veliko ujel, smuča sem ujel 7 kg, tako da je to en tak pričakovanje, ki ne veš, kdaj bo pa kdaj ne bo. Greš velikokrat za ston, ampak takrat pa je, se pa splača. In pa še malo ribiške modrosti za na konec. Čakam na zlato ribco, da je kakšno srečo pa nesla. Ampak tiste zdaj enkrat še ni. Bomo videli, a bo? Evo, to se pravi, potrpljenje je božja mast.